Imamo 5% ljudi, ki obvladujejo 80% vsega kapitala, premoženja, bogatstva na svetu. Tukaj se že vidi, da to neravnotežje nujno vodi do nekih napetosti, konfliktov, revščine, vojn, in dokler se to ne bo prerazporedilo pravično, ne more biti rešitve nobene krize. Živimo v situaciji, kjer je politika popolnoma ločena od državljanov. Politikom lahko damo glas nezaupanja na 4 leta na volitvah. Vmes nas noben nič ne vpraša in tako situacijo moramo mi živeti. Vmes nam navrže še kakšen referendum, kjer se ponavadi odloča o malo čudno spolitiziranih temah, in to ne more biti nek resen političen sistem. Zato se predlaga, da se razvije neposredna demokracija, ki v tehnološkem smislu je že absolutno že od danes naprej mogoča. Potrebujemo politično voljo, zagnanost, da se to izvede, in to je to, kar potrebujemo, ne rabimo drugega. Poglejmo, kam nas je pripeljal kapitalizem v teh 20 letih. Imeli smo uspešna podjetja. Ko je prišlo do kapitalizacij, privatizacij, je prišlo do različnih tudi tajkunizacij, in tako je šlo slovensko gospodarstvo, po domače povedano, v franže. Če želimo naše gospodarstvo dvigniti in če želimo biti tudi gospodarsko samostojni, se moramo odpovedati neoliberalnemu turbokapitalizmu, ki nas ubija z dneva v dan v vsakem pogledu. In vidimo, da imamo to zaradi tega tudi apatijo, ker ljudje enostavno vidijo, da od njihovega glasu nič ni, in potem se umaknejo iz tega družbeno-političnega delovanja, ker si itak mislijo, da nič se ne da spremeniti, nimamo nobenega vpliva, potem pa se prepuščajo nekemu mentaliteti oziroma nekemu življenju, ki je pa tudi vsiljeno prek te potrošniške kapitalistične miselnosti, ki nam vsiljuje in generira te umetne potrebe. Sociala je ogrožena, zdravstvo je ogroženo, šolstvo je ogroženo. Samo nekateri ljudje so prodali neko tovarno, ki je bila last pravzaprav vseh, spravili ta denar v žepe in nihče jih ni vprašal, kje je ta denar. To je popolnoma narobe in veliko revizij bo treba še narediti, da potem ljudje lahko postanejo solastniki svojih tovarn, svojih orodij, s katerimi služijo denar, in tudi upravljajo z možnim dobičkom.